Preden bomo začeli ta drugi del, pa bomo slišali še našega Doma, ki se je zajavil preko videa in da predstavi mogoče samo malo Domen Hočevar je diplomirani sociolog in teolog, je predavatelj, voditelj študijskih skupin, ustanovitelj Teozofske knjižnice in bralnice Alme Karlin in ustanovitelj medicinskega centra Paracelsus. Domen je človek velikih iniciativ, po svetu povabljen na več globalnih konferenc, kjer odkriva to moč sobivanja, soustvarjanja, sodelovanja. Tako da je zdaj trenutno, evo, tu ga vidimo in žal ni z nami, pa vendar je z nami v misli in v tem trenutku posnetek imamo danes, ampak čisto od danes je svež posnetek, tako da bi si vzeli zdaj 7 minut za Domnovo osebno. Lepo pozdravljeni vsi v prostori 2030 na zdaj že kar rednih letnih simpozijih in to, kar z naslovom raziskovati družbo prihodnosti. Žal mi je, da ne morem biti z vami, pa vsej par besed, spregovorim o knjižnici, pa par besed kot na začetku. Res je, knjižnica, ker se je to tema, kar sem si jaz želel govoriti o prihodnost globalnega sobivanja in to zgotovo z bolj filozofske ali duhovne notranjega razumevanja, je seveda zelo povezana tudi z namenom, zakaj knjižnica je bila sploh ustanovljena 10 let nazaj z 12.000 knjigami vseh različnih religij, duhovnih praks, filozofij, sociologije, psihologije. Ker v osnovo želja je knjižnice je, kako ujeti božansko modrost kot teozofijo in potem se lahko zamislite, da bi čisto vse knjige sveta mogli biti tam. Ampak nekje moraš potegniti črto. In lahko rečem, da seveda kot en izmed ciljev teozofskega gibanja bil spodbujanje primerjalnega študija med znanostjo, religijo in filozofijo. Pomeni, da so to teme, ki gotovo jih raziskujemo v knjižnici. Vse več gremo v smer novih paradigmov znanosti, novih področij, seveda vprašanje novih gibanj in tako tudi novih oblik sobivanj, novih starih gotovo izzivov, ki so pred nami. In v tem duhu lahko rečem, da prostor, v katerem smo 20-30, si želi postati en tak socialni prostor za socialnih inovacij in še veliko več tega raziskovanja. Knjižnica, kot se je zdaj na novo pojavila, ker želi biti vse več in vse bolj v službi mladim, si pridobiva podnaslov katalizator modrosti. Vse te knjige so znanje, ampak ko jih bereš, če razmišljaš, od njih kritično razmišljaš, primerjaš, raziskuješ, se lahko iz tega scimijo kapljice modrosti in tiste ne moreš izgubiti. Zaradi tega smo zelo veseli tudi, da danes bo predstavljeno projekt skupina Dijakin, ki je nekaj mesecev delala na nečem in to je že pred leti jih je bilo več. In si želimo tudi, da knjižnica vse bolj služi temu namenu, kot katalizator modrosti in predvsem namenjen mlajšim. Ampak kar bi rad govoril, prihodnost globalnega sobivanja, ena osnovna misel, ki je vse bolj glasna, vse pri meni in tudi v svetu, je, da človeštvo ni zaključena zgodba. Kaj šele je v razvoju. Evolucija ni končan dogodek, to je vse moje osebno mnenje in mnenje tudi mnogih drugih, ampak spet ista stvar, človek razmišlja in premisli, a je, ali ni in to za ene seme debate. In človek se še razvija. Eno je seveda tehnologije in tehnologije, ki postajajo skoraj da kot del naših teles in seveda imajo slabe lastnosti, ampak v bistvu imajo ogromno dobrih lastnosti. Če pogledamo samo internet, vse ta povezava, kot Nina rada reče, Nina Markov, internet je global mind, globalni ampak tisto, kar pa je definitivno pred nami, je pa prebujajoči globalni
globalno srce, global heart. In močno verjamem, da smo v obdobju, kjer se to krepko prebuja. In lahko zgleda to utopično ali ne, ampak je res toliko teh ali gibanj, razumevanj, in ne to samo pri tistih, ki so že prepričani tako ali drugače že leta in verjamejo ne vem kaj, ampak pri, če tak rečem, običajnih ljudeh, vsakdanjih ljudeh. In res se to močno kaže in prebuja, zelo preprosto, ne povezano s filozofijami, samo z globjo skrbjo za drugega. Z vse težjim ignoriranjem, da nekdo trpi, vse težjim ignoriranjem, da ali so to živali, ali so to drugi ljudje, ali je to nerazumevanje. In jaz, moje oči vidijo, da je to za nas vse težje, da si mašimo oči pred tem. Seveda pa verjamem, da so pred nami leta, kjer se bomo soočali z mnogo težavami kot rezultat drugačnega bivanja in zaradi tega si želim in želimo vsi v naših ekipah, takšnih in drugačnih, da bi res posvečali čim več časa temu kreativnemu gledanju, soočanju z težavami, kaj imamo, kje smo, kako drugače, kaj prihaja in kako se s tem soočiti. Definitivno je čas pred nami zahteven, ne? Ali je to zdaj samo, če je ta aktualna tema ekologija, ali so kakšna druga gibanja po svetu. Svet se spreminja oziroma se more spremeniti v nekih pogledih in bo to prineslo za sabo seveda mnogo soočanj z nami samimi, ampak če se naučimo temu pristopati kreativno, v skupini, torej v sodelovanju, ne v izključevanju, in seveda tudi ne z romantičnimi rečmi, da bomo kar vsi samo se imeli radi, daleč od tega, ampak da bomo vsej dosegli to neko minimalno toleranco do drugega. Saj veste, da je vse tisto, vse ti ne moreš škoditi, sam rade pa tudi nimam toliko, kot imam nekoga drugega, ampak ne morete pa pustiti lačnega, ne morete pustiti na hladnem, v težavah ali ti delati celo stvari, ki recimo tebi škodijo. Da verjamem, da je pred nami to obdobje, ko bo to postalo vse manj možno, ne glede na to, da trenutno lahko zgleda tudi krepko drugače. Tako da želim vam lepo, dobro raziskovanje skupaj. Hvala lepa za tole možnost, da se vse tako javim in se opravičujem, da ne morem biti tam, ampak se vidimo v kakšni priliki. In iskrena hvala za vse sodelujoče, ki so si vzeli čas, da razmišljajo s tem, tako tiste kot goste, tako tiste, ki poslušajo, in res želim vam kreativen, dober dialog in največje darilo je, če zaradi tega srečanja se kakje... Nekaj je prekinilo. Tako da, če najlepše darilo je, če se zaradi tega kakšne povezave, kakšne ideje naredijo in da se gre delo naprej na takšnem drugih področjih. Srečno! Naj se naredijo kakšne povezave, verjamem, da so se že.